Kako in kje se naučiti digitalnega marketinga? Z Nejcem deliva nasvete in izkušnje. Dober dan, dobrodošli v novem Weeklyju. Danes z Nejcem govoriva o tem, kako se izobraziti, kako pridobiti znanje z digitalnega področja. Vemo, da je to relativno težko, ker najbrž, če si še študent na faksu, ne dobiš kaj dosti na to temo z tega področja. Težko je tudi najti neke druge vire, čeprav so danes in bova tudi o tem tudi govorila, marsikje dostopni, ampak veliko mladih se išče. Mogoče si tudi ravno si zamenil mogoče položaj, se zaposlil v nekem podjetju, kjer moraš bolj specifično digitalno področje, pa verjamem, da bo danes imela kar nekaj nasvetov na to temo. Tako da danes bo nekako šla čez vse metode, ki jih mi dva uporabljava ali pa jih mi v podjetju kot digitalna agencija uporabljamo in kako pridobivamo tudi znanje. In če se dotakneve prve take zadeve, ki je osnova ali pa kje lahko pridobiš največ znanja, je preberanje različnih blog člankov in how-to guidov. Zakaj pravim, da je to nekako najboljša metoda? Zaradi tega, ker te članki, če je res vas neka specifična tematika zanima, lahko pridobiš ful poglobljeno znanje. Kar pomeni, ne govorim o tistih splošnih člankih, ki pridejo pa malo piše, ampak o nekih how-to guidih, kjer greš lahko zelo poglobljeno v tematiko. In naj tukaj omenim kar za začetek portal Medium, ki se mi zdi ful dober, medium.com, ki se mi zdi ful dobra platforma za članke, ko te se zanima specifična tematika. Se pravi, če bi jaz zdaj šel na ta portal in napisal chatbot ali pa Facebook advertising, bi dobil ogromno zelo hands-on, praktičnih člankov za prebrati, ki bi mi čisto točno povedali, kako naj nekaj naredim in zakaj je ta zadeva dobra zame. Tukaj to se mi zdi zelo dobro, ker si povedal, da greš res v globino, ker ogromen je tudi na netu, ne nazadnje nekih člankov, ki so zelo površinski, ki so zelo tako malo napisani, bolj z tega vidika, da bi izboljšali pozicijo na Googlu, kot pa iz drugega vidika, da bi dejansko bralcu dali nekaj več. Tako da jaz vedno rečem, rajši investiri svoj čas v tiste članke, prispevke, ki so res izčrpni, kakor pa da prebereš 5 drugih krajših na podobno oziroma isto tematiko. No, si želel? Ja, morda malo bom preskočil, ampak zakaj so te članki toliko uporabni? Zaradi tega, ko ti tak članek je zelo poglobljen prebereš, lahko to v naslednjem koraku tako implementiraš v praksi. Se pravi, neko znanje pridobiš in ga sprobaš v praksi in takoj vidiš, kaj se potem naprej dogaja. Bova pa še malo več o tem v nadaljevanju rekla. Morda tukaj sam podava nekaj takih zelo poglobljenih blog strani, ki pišejo o različnih tematikah, pa naj najprej omeniva za SEO optimizacijo. Mi sledimo Ahrefs blog članku, SEO Moz za SEO optimizacijo, za social media marketing, se pravi za družbena omrežja, sledimo Sprout Social, če se ne motim, tudi John Loomer. Teh je res zelo veliko, recimo Buffer je tudi eden takih, ki je, se mi zdi zelo dober. Adespresso, če mogoče bolj ta advertising del sociala zanima. Ne nazadnje tudi HubSpot kot tak, ki ima bolj kot splošen digitalni marketing. Tako je, digitalni marketing. Pa tudi dosti v socialu pišejo, tako da ogromen je res z družbenih omrežij, Social Media Examiner, naprimer. Ogromen je takih, ki res pišejo z področja sociala. Mogoče še kakšni drugi, zdaj bom povedal enega tudi splošnega, pa se mi zdi vseeno dober za ta digitalni mindset. Recimo jaz zelo rad berem TechCrunch. Zakaj? Zato, ker oni so vedno med prvimi, ki tudi te neke novice
podaja ven, ko se neke zadeve na raznih platformah spremenijo. Recimo, novice oziroma novosti. Novosti, ja. Ko recimo Facebook spremeni algoritem, bojo oni eni prvih, ki bodo to objavili. Pol kasneje te ostale strani, ki sva jih pa naštela, kot je recimo Buffer, Sprout Social in tako dalje, bojo pa to novico v naslednjem tednu ali pa 14 dneh razbili, kaj to dejansko pomeni in kako lahko to implementiraš v prakso. Tako da dobra je tudi ta kombinacija, ne, da si on top z novostmi, da veš, da je nekaj novega, kot tudi to, da pol znaš implementirati v prakso. Pa seveda, da ne pozava na koncu tudi Google, YouTube, se pravi, da greš ti na Google, na YouTube in pogledaš za specifično tematiko, ki te zanima. Ok, če malo nadaljujeva in greva na naslednjo metodo, ki jo uporabljamo, in to so spletne izobraževalne platforme. A tudi od teh malo, kako besedo, spet se bom malo na HubSpot vrnil, oni so zelo dobri z tega področja, se pravi digitalnih certifikatov oziroma certifikatov izobraževanj, ki jih lahko dobiš. HubSpot Academy je njihova spletna stran, kjer imaš od tega najbolj osnovnega, se pravi inbound certification, pa potem nadaljevanje inbound marketing certification, pa za sales v digitalnem marketingu, pa za social imajo ravno kar obnovljenega in tako dalje. To je res neki tak dober vir informacij iz digitalnega področja. Zelo dober tudi je recimo od Google, Akademija, pa Google Garage kot nek ločen del Googlovih izobraževanj, kjer tudi dobiš lahko zelo specifično, recimo kako na Google Ads oglaševati, oziroma kako uporabljati, kako analitiko se naučiti, se pravi Google Analytics, kot tudi splošne neke digitalne preko garaža. Tako da ogromno je teh brezplačnih virov, potem so pa tudi za take, ki morate malo seči v denarnico pa za to plačati. Ampak, če vas določena tematika res zanima, se to absolutno splača. Tukaj omenjava platforme, kot so Udemy, kjer so izobraževanja lahko takrat, ko so znižana zelo, zelo poceni, jih dobiš po 12-20 evrov. Včasih tudi cenej, tudi recimo, ko imajo res velike popuste, so tudi samo po 5 evrov. Lahko so tudi bundli, recimo nekega kupaš za 40 evrov in če dodaš dodatnega, boš dal samo 10 evrov dodatnih. Potem so tukaj še Udacity, pa Coursera, edX, ki so sicer bolj, rečemo temu, univerzitetni, in greš bolj po korakih, bolj sistematično čez. Seveda je pa ogromno tudi nekih gurujev v digitalnem marketingu, ki imajo svoje e-kurse, se pravi svoja spletna izobraževanja. Ja, nekaj teh sva tudi že prej omenila, recimo za oglaševanje na družbenih omrežjih je zelo dober John Numer. Potem, recimo, če te zanima bolj to področje optimizacije konverzij in tako naprej, je en portal Conversion XL od Pipa Laje, če se ne motim, mislim, da je on Estonc, ki gre res tudi dost v globino tega. Tako da vsi te tudi ponujajo nekaj izobraževanja, kjer lahko dobiš res hands-on kaj je mogoče razlika informacije, kaj je mogoče razlika med kakim HubSpotom pa med Johnom Numerjem in tako dalje, je v tem, da imajo oni ful bolj praktično izobraževanje, kjer ti direkt, naprimer v platformi kaže, kako se neka zadeva naredi, medtem ko so HubSpot izobraževanje bolj splošno izobraževanje, kjer dobivaš to širino iz digitalnega marketinga. In ko govoriš o tej širini, vsekakor je zelo pomembno tudi, da bereš knjige iz marketinškega področja oziroma digitalnega marketinškega področja. Naj tukaj omenjava par takih knjig, ki se nama zdijo zelo dobre kot osnova ali kot nadgradnja in so je tudi ena mala tamle, sem opazil. Prebrala. In ja, zdaj, ko si tudi rekel, ena taka, ki je, če se s to tematiko šele seznanjaš, je absolutno inbound marketing od HubSpota. Ustanovitelj je HubSpota napisala tako da to je tisto res, če nič ne poznaš področja, neka ful dobra osnova, ki te bo potem popeljala v to tematiko. Potem, če smo morda bolj specifični, pa bom tudi tukaj še eno pokazal, z vidika vsebine, se pravi, če si nek copywriter, ali pa te to področje zanima, ali pa bi se želel nadgraditi z področja vsebinskega marketinga, je Epic Content Marketing ful priporočava, tako da tudi v point-outu naše punce, ki se s copywritingom ukvarjajo in pišejo tudi največ vsebine, je to nekako biblija za njih.
Kaj imamo pol še? Ja, se nekaj sem jih kar tudi zapisal, zato da ne bom pozabil. Tukaj, ko govoriva o knjigah, je tudi vredno poudariti to, da so neke, ki so splošne, ki so pomembne za ta mindset oziroma miselnost z marketinškega, digitalno-marketinškega področja. Recimo meni, taka, ki mi je res odprla že pred leti oči, je bila The Power of Habit, kjer dejansko spoznavaš to, kako neka moč navad vpliva na naša življenja in kako seveda tudi potem to lahko uporabiš v neke marketinške namene. Influence od Roberta Cialdinija ali pa njegova najnovejša Persuasion, zelo dobra. Pa mogoče potem take, ki so pa res že bolj v digitalno-marketinškem smeri, Hitmakers, Hug Your Haters, Top of Mind, pa ne nazadnje tudi zdaj že kar stara knjiga od Seta Godina, Permission Marketing, ki tudi govori dosti v tem neki mentaliteti, ki naj bi imel kot digitalni marketingaš. Ok, če greva do naslednje takšne taktike, priporočava tudi udeležbo različnih izobraževanj, seminarjev, delavnic z področja digitalnega marketinga ali pa celo obiska konferenc. Absolutno bolj priporočava, da greš na specifično izobraževanje, spet nadgrajuješ znanje iz tistega področja, ki te zanima, kjer želiš postati strokovnjak. Ker konference so lahko zelo velikokrat splošne in bolj jih priporočava, ko želiš pridobiti nek vpogled z vidika splošnega digitalnega marketinga, ker je toliko enih vsebin tam, da na koncu prideš do 2 izobraževanj, ki te res zanimata. Pridejo pa konference v poštev takrat, ko se želiš spoprijateljiti oziroma navezati stike z drugimi strokovnjaki iz te industrije in da tudi tako gradi svojo mrežo, ker kakor vemo, tudi v eni oddaji sva zdaj še govorila, kako se mreži, kako ona to dela in kako se lahko učinkovito mrežite. Ampak pomembno je, da se mrežite na ta način, da izkoriščate te mreže tam, kjer imate interese. In tukaj pridejo te konference res zelo v poštev. In če morda par takih izpostavlja? Ja, ena boljših pri nas v zadnjem času ni niti toliko stara in Orbit, kjer res se mi zdi, da pokrivajo to področje, ki je danes paradigma na nek način digitalnega marketinga, to je ta inbound marketing. So tudi pripeljali že zelo močne goste, prej smo omenjali nekaj teh influencerjev, recimo enega takega, ki so ga pripeljali, je bil Larry Kim, ki je res zelo dober, predvsem z tega področja optimizacije, oglaševanja in tako dalje. Tako da ja, potem imamo Digit, pa imamo tole, kako se že reče, veliko imamo tudi teh splošnih, kot je marketinška konferenca, pa recimo SOF in tako dalje. Ampak eno digitalno sem še pozabil, Websi je recimo tudi ena taka, kjer je bolj specifična za digitalno področje. Pa seveda tudi morda, če ste bolj v industriji spletnih trgovin, e-commerce konferenca, ki je bila, mislim, da pred kratkim oziroma jeseni, tako je. Potem so pa seveda tudi, če gremo malo čez mejo, ne na Hrvaško s tem ne mislim, ampak malo dlje, naprimer zelo popularna konferenca je v Bolgariji, ki se reče Webi, če se ne motim. Potem imamo še eno Web Summit, ki je v Lizboni. Jaz sem bil tudi na njej in sicer takrat, ko je bila še v Dublinu, ampak ni bilo, jaz nekega znanja tam nisem odnesel, ker content, vsebina je zelo površinska, tako kot sem prej govoril. Je pa mreža ljudi, ki je tam, o tem, kar sem tudi prej govoril, iz tega vidika pa lahko ogromno odneseš. Ok, še kako tako področje. Mogoče jaz bi to nasploh poudaril, da je res pomembno, da iz vsake zadeve, ki jo delaš v digitalnem marketingu, ki se res hitro spreminja, ampak to se že v resnici vsa področja današnjega življenja ali pa nekih poklicev, ampak digitalni marketing pa mogoče še toliko boljš, je res, nikoli ne smeš pozabiti na to rast in da konstantno pridobivaš znanje in da probavaš različne zadeve, ker le tako boš lahko tudi rastel. Tako ja, morda še niso to omenila tudi z področja bolj specifičnih izobraževanj, lahko se včlaneš v različne organizacije, naprimer Društvo za marketing Slovenije ima ogromno
enih izobraževanj, ki so zelo specifična. Mislim, da so pred kratkim tudi lansirali akademijo za mlade talente iz področja marketinga. Potem tudi v tehnološkem parku organizirajo kar veliko izobraževanj, ki so celo brezplačne narave. Mladi podjetnik ima zelo poceni izobraževanja. Potem imamo tudi Digital Marketing Institute, kjer predava tudi Zoran iz področja digitalnega marketinga, še bolj specifično družbena omrežja. Tako da teh izobraževanj specifičnih je tudi ogromno in moraš nekako tisto področje, ki te zanima, ker bi želel imeti fokus, nekako potem tudi to najdete. Ampak kar sem pa že prej nekako namignil, je pa, da vso to znanje, ki ga pridobiš preko teh različnih metod, ključna zadeva je, da ga pa uporabiš v praksi. Se pravi, ko se naučiš, tam se proces ne ustavi, ampak je samo začetek. Rečemo temu 20% celotnega procesa. 80% je pa, kako ti to v praksi izkoriščaš. Tako da, če delaš v podjetju, ki se z digitalnim marketingom ukvarja, poskušaj to novo pridobljeno znanje čim hitreje uporabiti v praksi. Če si morda nek študent, se pravi, ki gre skozi ta izobraževanja, ki jih naprimer morda dobiš na fakulteti, v večini primerov toliko poglobljena pa ne, je zelo pomembno, da se magari ponudiš nekemu podjetju in se udeležiš brezplačne prakse. Se pravi, zaradi tega, ker, zakaj sem tudi toliko poudaril brezplačna praksa? Zaradi tega, ker znanje, ki ga boš pridobil z delom v podjetju, bo toliko preseglo, tudi če bi ti podjetje plačalo, se pravi, to vrednost, da se ti bolj splača ponuditi pa delati zastonj, ker potem se ti bo to na dolgi rok poznalo z vidika prihodkov in ker boš postal strokovnjak iz določenega praksa. Iz določenega področja. Ne po eni praksi, ampak to je nek proces. In kaj, ne nazadnje tudi? Kaj? Ja, da sledijo Point Out Weeklyju, Point Out Weeklyju in vsej vsebini, ki jo mi produciramo. Pišemo blog vsak teden damo ven eno tovrstno oddajo, kjer ali midva govoriva, ali nekdo od zaposlenih je v oddaji, tako ali gostje. Tako da, če nam slediš, tudi to je zelo dobra metoda, kako lahko nadgrajuješ svoje znanje. Če imaš kakršnokoli vprašanje za naju, nama seveda lahko postaviš spodaj v komentarju. Z veseljem bova odgovorila, mogoče še podala kak dodaten link. Tako da to je bilo to za danes. Hvala, ker nas spremljaš in pa se vidimo naslednjič. Čau. Why?